Če začnemo, že tale sličica nas nagovarja na tak način, da so ti otročički tam, je nema slika, ampak mi vemo, da so lahko zelo, zelo različni. Zelo različno znanje, vsak otrok ni nujno, da zna slovensko in če zna, zna biti, da zna malo več. Nekateri sploh ne poznajo jezika in to je naše vsakodnevno delo. In povem po pravici, da včasih je nas zelo motivira, da iščemo nove poti, nove oprijeme in da iščemo nove strategije dela. Nobeno leto ni enako prejšnjemu letu in se pravi, da tudi same moramo s temi otroki recimo podoživljati in še posebno, to, kar je še najbolj pomembno po mojem, poiskati, ustvariti en odnos in tisti odnos nam bo olajševalna okoliščina v tisti skupini, v tistem letu in s tistimi izzivi, ki so jezikovne narave in kulturne narave. Dobro. Kako sem malo omenjala prej, mislim, današnja slika je res raznolika, pestra, govorne navade, jezikovne dejavnosti morajo ustrezati vsem stopnjam, se pravi popolnim začetnikom, otrokom, ki nimajo niti duha, ne sluha o slovenščini. Nekateri pa, čeprav imajo recimo, če so tudi slovenski otroci, ni nujno, da je njihovo besedišče recimo na nivoju, tako kot bi pričakovali, ker dobro vemo, da to nekateri razvojno niso niti na nivoju, niso ene formule, da pri 3 letih pričakuje se, da 3-letnik je sposoben veliko zna povedati, ustvarja stavke, sprašuje, je nadebuden, je zelo živahen in radoveden, rad stika ampak to ni nujno, da je v slovenskem jeziku in se pravi, da vse te pestre to pestro znanje, ki ni nujno slovensko, ga razumemo in se opredelimo, da bomo tudi mi naš jezik uporabljali na tak način, da je za te otroke dobra motivacija, da je spodbuda in da bomo tudi s tem jezikom kvalitetno nadgrajevali tam, kjer je potrebno, ne samo z otroki, ki imajo težave, še posebno tudi z otroki, ki pač so na nivoju. Da ne bi slučajno spregledali one otroke na račun onih, ki pač samo strategije ta prave moramo dobiti z dotičnimi otroki. Torej, to so klasični mejniki, ki jih daje profesorica Ljubica Marjanović-Umek in to dobite v vsaki knjigici, ki se s tem ukvarja. Ona izpostavlja, naprimer, ona nam pokaže mejnike, to se pravi, da se do 4. leta se resnično besednjak, besedišče hitro širi. Govor je že razumljiv, če govorimo o otrocih, recimo, ki obvladajo slovenski jezik. To velja za Italijane na enak način, to velja za vse otroke, vsak v svojem jeziku. Ampak za naše slovenske otroke naj bi veljalo tako. Za otroke, ki pa ne obvladajo slovenščine, mi moramo nekje pripeljati te otroke, da v tem razponu od 3. do 6. leta vsaj pripeljemo na ta nivo, da se pravi, da govor je razumljiv, ko ga uporablja in da otrok zna tudi pripovedovati in zelo rad postavlja vprašanja. To je naravno za te otroke od 3. do 6. leta. Seveda, mi imamo vedno v mislih tudi te naše otroke, ki pridejo k nam, ki niso na nivoju, kar se jezika tiče, oziroma poznajo druge jezike, ki so zna biti prav v nasprotju s slovenskim jezikom. Že v ustvarjanju stavka, že v recimo tudi romunščina. Ti kako lahko pomagaš romunskemu otroku? Moraš prav pomagati s tistem, kar bo sledilo in kar bomo potem pogledali, kar z našo Ester tudi, mislim, se ujemava v tem razmišljanju, ne? Se pravi, nas ne sme recimo
ustavljati. To ni nobena zapreka. To je seveda en izziv, ki zahteva veliko dela, veliko premišljenosti in veliko iskanja. Iskanja in recimo iskanja, ampak iskanja tudi v drugih modelih, kako se njim obnese, ne? Torej, nasplošno mi pa moramo ohranjati v tej fazi od 3. do 6. leta otrokovo radovednost. To je zagotovo. Otrokovo radovednost, da mu ponudimo to, kar potrebuje, in še posebno, da ne pozabimo, da je igra glavna metoda dela s temi otroki. Še posebno s tistimi, to je naš privilegiran, recimo, kanal, da dosegamo marsikatere cilje, ki na začetku si jih niti ne predstavljamo, da jih bomo. In značilnosti govornega razvoja jih imate na desni strani. Nedvomno, tole bitje je radovedno, je pogojeno, razvoj ga pogojuje. In torej razvojno ni nujno, da 4-letnik bo na nivoju 4-letnega otroka. Nekateri so še momentek nazaj in to moramo vse upoštevati. Moramo znati razbrati vse te stvari. Nedvomno v tem obdobju, ko ga dobimo, zlasti na začetku, je čustvenost tista recimo raztopina, v katero lahko črpamo in iščemo naše opore in pomagamo temu otroku, da prvič, da ne izkažemo nasprotovanja, recimo, če ta otrok je italijanskega izvora, mi spoštujemo njegov jezik, moramo paziti, da ne užalimo nikogar, da smo vedno kulturni ljudje in da znamo, naša stroka je ta, da mi razumemo vse te postavke. Razumemo, da otroci se razvijajo, pri 3 letih zmorijo ene stvari, pri 4 drugačne. In te stvari se tudi prekrivajo, niso nujno kakor ena vrata, ki odpremo in zapremo. Te stvari se prepletajo ena čez drugo, kar je nujno, da ohranjamo, spoštujemo otrokovo čustvenost, ker skozi čustva on interpretira vse, kar ga obdaja, in radoveden je v trenutku, ko ga vse to, kar doživlja, zanima. In ker so otroci nagnjeni prav k posnemanju, te stvari, to so naše olajševalne, recimo, okoliščine. Razvojnost moramo poznati, to pa že vemo iz našega študija, da čustvenost, radovednost in nagnjenost posnemanju, mislim, tle hranimo otroka s temi stvarmi. In če ga mi pravilno hranimo, da mu nudimo to, kar on potrebuje, kakor kdor je žejen potrebuje vode, gotovo ne soka, ampak vode zagotovo, torej nagnjenost k posnemanju, ustvarjalnost, aktivnost in komunikativnost pridejo same od sebe, ker osnovne potrebe so potešene. Torej, te so značilnosti govornega razvoja in da doživlja uspeh. Čim otrok doživlja uspeh, se nahrani, postane suveren, samozavesten in išče, kako bi še naprej bil uspešen, ker vsak uspeh rojeva dobro počutje in tisti uspeh želi deliti z drugimi. In če mi delimo, to pomeni, da smo socialna bitja in učenje jezika navsezadnje je to, da mi želimo z nekom sporočati. Komunikacija z drugim, recimo prav sporazumevanje. Jaz vidim, da imaš ti tista čudovita očala, na vsak način, tudi če sem Kitajka, bom prišla k tebi in ti bom pokazala, da jaz rabim prav taka očala, ampak v slovenščini, čeprav ti si Kitajka. In z otroki to je vse lažje, oni se niso obremenjeni. Mi se bremenimo, ker smo odrasli, imamo naše strukture in naše zavore. Z otroki to je lepo delati. Ampak da nam to uspe, moramo prej pri sebi reševati morda, da ustvarimo z njimi en odnos. In ustvariti en odnos pomeni, da se damo dol, da počepnemo, da smo njim blizu in da ustvarimo to vez z njimi. Mi smo kot antene, po mojem, mi moramo ujeti vse te signale in smo sposobne po tolikih letih zagotovo, ker otrok, veste, kaj so rekli naši otroci, zakaj v nedeljah ni vrtca? Sprašujejo in mame vsako jutro nam rečejo, zakaj ob sobotah in nedeljah ni vrtca. Da oni se imajo lepo. Zame to je največji kompliment, čeprav moja plača je 100 let enaka.
Mislim, zame je to kompliment. Mene ne zanima, kaj bojo mislili starši, ma da jih vidim nasmejane, da jih vidim zadovoljne in mi pridejo, moje roke šuki šoke mi rečejo. Kaj me zanima, če rečejo šuki šoke, bojo že razumeli, da to je en dodatek, samo da se smejemo. In ena punčka, ki bo šele imela 3 leta, ona že vse te rutinske izraze zna sama in govori drugim. In reče, nasvidenje, nisi rekel, reče. In mislim, zame to je smešno in jaz se moram tudi pri tem, mislim, v tej kaši jaz se zabavam in tudi vi. Če dobite tisto, kar vas veseli tle notri, boste videli, bo zelo, ne bo marsovsko delo, bo lepo delo. Ker on pride tudi morda za učiteljico, kdaj pa kdaj, ampak on pride zato, ker uživa.